Ja, lep pozdrav. V zadnje dnevu opažamo povečan priliv bolnikov zaradi vročinskega vala. Zato naprošamo vse ljudi, da se osvestijo, kako ravnati v takem primeru. Predvsem so ogroženi starejši ljudje, tudi majhni otroci. Vidimo precejšen porast srčno-žilnih zapletov pri bolnikih, poslabšajo se tudi bolniki s kroničnimi pljučnimi boleznimi. Imamo že veliko podatkov in objav, naši vremenoslovci objavljajo tudi biovremensko napoved, ki jo lahko spremljamo. Taki vročinski valovi so obremenitev za telo. Že prej sem vedel, predvsem srčno-žilni sistem je tisti. Zato pozivamo ljudi, da se v teh najbolj vročih urah dneva skušajo zadrževati v notranjih prostorih, ki so hladnejši, da se poslužijo sence naravnih kopališč, kadar je možno, in pa predvsem, da športne oziroma fizične aktivnosti prerazporedijo za čas jutranjih ur, mogoče bolj zvečer, ko temperatura pade. Oddajanje toplote telesa je namreč pri temperaturah, ki se bližajo naši telesni temperaturi, zelo otežkočeno. Tudi kadar je vlažnost v ozračju relativno visoka, je tudi potenje slabše, in takrat so te nevarnosti vročinskih udarov, poslabšanje srčno-žilnih bolezni, zaradi tega, ker je kri čisto po domače bolj gosta, če izgubljamo tekočino. Tako da uživati zadostno količino tekočin, izogibati se športnim aktivnostim, ko je največja vročina. Zelo so izpostavljeni tudi delavci na prostem, ki morajo v tem času delati v teh pogojih. Tam je treba skrbeti za čim več sence, čim več hidracije. Obstaja pa tudi veliko medijev, kjer se potem detajle da prebrati, kako preprečevati zaplete v takem vročinskem valu. Ja, seveda že neposredna izpostavljenost na soncu, tudi če ni neke fizične aktivnosti, je lahko nevarna. Predvsem so to, sem že prej poudaril, bolj občutljivi starejši ljudje, tisti, ki imajo neke kronične bolezni, ledvične bolezni, srčno-žilne bolezni, te so potem podvrženi. Vemo tudi statistično, da se umrljivost zaradi srčno-žilnih zapletov v vsakem takem vročinskem valu poveča, in to je nevarnost. Seveda pa vsaka fizična aktivnost dodatno generira toploto v našem telesu, zato predvsem takrat, ko so temperature najvišje, se moramo izogibati delu, športnim aktivnostim, skrbeti predvsem za dovolj hidracije, ker pri visokih temperaturah je potenje en izmed edinih možnosti oddajanja toplote telesu. Seveda, se marsikdo bo rekel, da se mu nič ni zgodilo, ampak statistično je večja verjetnost, da se ob telesnih aktivnostih to poveča. Tisti, ki so navajeni, bodo seveda znali poskrbeti za toliko večji vnos tekočin, ampak seveda je število zapletov večje v takem vremenu. Tu je sprejemanje v bolnišnico vedno povezano z nekimi cirkadianimi stvarmi, a ne. To je treba vedno pogledati za več obdobij, ampak ve se, da je za nekaj odstotkov več srčno-žilnih zapletov v vsakem takem vročinskem valu, več je teh zapletov poslabšanj kroničnih pljučnih bolezni, v takem vročem vremenu je povečano nastajanje ozona in ostalih dražljivcev, več kot poročajo vremenoslovci o puščavskem prahu in tako naprej, in to draži dihala, tako da je več razlogov, zakaj pride do teh poslabšanj. Ne samo več sprejemov v bolnišnico, tudi statistično gledano več smrti v takih vročinskih valovih. Ja, z dojenčki je seveda tudi pa z majhnimi otroki je predvsem težava, ker teh svojih težav ne znajo povedati navzven, kar pomeni, da so odrasli tisti, ki morajo za to skrbeti. Vsi smo bili priča že žalostnim zgodbam, predvsem avtomobili so tista kritična točka, kjer temperature narastejo do takih vrednosti, da so lahko že po nekaj 10 minut usodne za otroka, a ne. Tako da tam veljajo podobne stvari, skratka ne čez dan na sonce, poskrbeti za dovoljšno količino tekočine. Predvsem so tudi, je treba mogoče poudariti, da so določena zdravila tista, ki lahko poslabšajo stanja oziroma prenašanje te vročine, skratka spet tu ponavadi starejša populacija, tista, ki je ogrožena. In pa predvsem ta občutek
zmanjšajo vse droge, ki jih pač zlorabljamo. Skratka, alkohol je tisti, ki definitivno nima mesta v takem vročinskem valu, ker bo zmanjšal ta občutek potrebe po tekočinah, zmanjšal neke znake začetne dehidracije, pregretja in tako naprej. Najbolj pogoste diagnoze, malo ste že povedali, ampak lahko ste kaj bolj konkretni, s katerimi se srečujete? Ja, najpogostejše diagnoze iz tega naslova so srčna kap, možganska kap, poslabšanje astme, poslabšanje psihičnih stanj, samomorilnosti. To so vse stvari, ki se tudi v takih ekstremih dogajajo. In se tudi srečujete trenutno Ja. iz tega naslova s temi diagnozami? Ja, najhujša oblika tega vročinske preobremenitve rečemo vročinski udar. To je življenjsko ogrožajoče stanje, ko se sredica temperature segreje nad 40 stopinj Celzija. Takrat so znaki že zelo alarmantni, ampak na začetku je tisto blago pregretje, je večina ljudi toži za glavobolom, utrujenostjo, včasih razdražljivostjo, pospešeno je dihanje, pospešen je puls, tako da vsako nenormalno počutje lahko že prvi alarm. Seveda ob vsakem glavobolu in slabem počutju ne bomo tako obiskali zdravnika, ampak moramo se pa vprašati, a je mogoče to povezano z vročino in potem tega človeka umakniti sonca, mu dati zadosti tekočine. Zdaj v urbanih centrih, seveda notranji prostori, dostikrat je potrebna klima, že zdaj smo v okolju, ki je verjetno prevroče za bolnike. Kasneje so pa te znaki lahko zelo nespecifični, kar pomeni, da težko govorimo o nekem jasnem znaku, ki bi sprožil alarm. Seveda vsakršna motnja zavesti v smislu zaspanosti je lahko alarm. Če znamo tipati puls, ki je nad 100 na minuto, je zelo alarmanten. Pospešeno dihanje, ki se približuje 30 na minuto, je lahko alarmantno. Ker na začetku, ko je človeku vroče, se poti, ima toplo kožo, kasneje pa se lahko to celo obrne in rata koža celo hladna, ker krvni pritisk pade. Ampak tu smo potem pa kasneje že v zelo nevarnem območju, ko pride do več organske odpovedi in marsikdo zaradi tega umre. Ne, kadarkoli gre za pregretje, je dejansko hlajenje smiselno. Tudi pri tistih najhujših oblikah mi skušamo človeka čim prej shladiti, vsaj za en majhen delež. Nobenega ne bomo uspeli shladiti čisto do normalne telesne temperature, ampak definitivno voda, izhlapevanje je tisti mehanizem, ki pomaga. Tako da definitivno človeka, če ga najdemo na soncu, v senco, tekočine, hladna voda, če tisti, ki malo spremljate šport, tudi kadar gre za neke vročinske udare pri športnikih, imamo vedno, ali pa tisti organizatorji imajo vedno pripravljene bazene s hladno vodo, tako da hlajenje telesa definitivno je, bi ga spodbujali v takem primeru. Ja, gledajte, zdaj hladna voda so obkladki, zdaj čist pregret skočiti v hladno vodo, kar se tiče pregretja, bo pomagalo, je pa to predvsem pri nekaterih ogroženih lahko zelo hud šok za telo, v neki fazi, ko skuša telo oddajati toploto, so naše žile na koži zelo razširjene. Če skočimo naenkrat v mrzlo vodo, se te žile skrčijo, kar lahko obremeni srce. Skratka, nekdo, ki je podvržen ali pa ima srčno-žilno bolezen, se lahko tak skok v mrzlo vodo tudi slabo konča. Tako da z ničemer ne bomo pretiravali, ampak če začnemo postopoma, damo človeka v senco, mu prinesemo vodo, hladni obkladki, ga polijemo, to pa ne bo povzročilo take nenadne spremembe toplote pri človeku.